Maribor in Celje, četrtič v prvenstvu, a še ne zadnjič v sezoni. Izbranci trenerja Miloša Rusa bodo namreč tekmeci novih in starih državnih prvakov še v finalu pokala 29. maja na koprski Bonifiki. Do takrat bo treba opraviti še dve prvenstveni preizkušnji in Darko Milanič v pripravi na tekmo ni želel govoriti o generalki. Je pa bilo zanimivo preveriti trenutni utrip v medsebojnem dvoboju v pričakovanju zaključnega dejanja. In sobotni ligaški razplet silovitih 5-1 z mariborske strani pomeni dober pokalni obet. Prepričan sem, da se bo današnji nasprotnik iz tega poraza nekaj naučil oziroma da ne bo tako nastopal. Kar si pa jaz želim, jasno, oziroma kar si mi želimo v NK Maribor, da zadržimo tako učinkovitost, da zadržimo tako natančnost in tako kombinatoriko, kot smo imeli danes. V začetni enajsterici starega in novega prvaka je znova dobil priložnost 18-letni Ranko Moravac, saj je zaradi poškodbe moral mirovati Agim Ibrahimi, ki je tako prevzel vlogo gosta v televizijskem studiu. Dvoboj je minil v prijetnem sončnem vremenu, na igrišču pa toča golov. Revija zadetkov se je začela v 13. minuti, spretno akcijo po levi strani s podajo Beriča za Vilerja, ta je v kazenskem prostoru s povratno podajo po tleh našo Mezgo, ki je napovedal učinkovito predstavo. Celjani so ostali v podrejenem položaju in le redko prihajali v nasprotni kazenski prostor. V prvem polčasu jim je uspelo le v akciji, ko se je pričakoval ofsajd, Bajde je tako nenadoma prišel do soočenja s Handanovićem, toda zmagovalec dvoboja, mariborski vratar. Na drugi strani pa takoj odgovor z golom. Milec najprej skratko podajo do Mezge, strelec vodilnega zadetka pa tokrat v vlogi natančnega asistenta Tavaresu, ki je spretno začel svoj strelski pohod. Gostje iz Celja so med odmorom skušali spremeniti potek dogajanj z dvojno menjavo, toda po 2 minutah nadaljevanja je že bilo 3-0. In trenutek za 3-0 je pomenil tudi prav poseben mejnik. Marcos Tavares je zabil 100. gol za NK Maribor. Kot je izvajal Mezga, žoga mimo vseh igralcev do golove črte, kjer jo je Tavares mirno z glavo pospremil mrežo za dosežek, ki je pred njim v klubski zgodovini uspel le še 4 golgeterjem: Branku Horjaku, Klitonu Bozgu, Mladenu Krajncu in Anteju Šimundži. S tem strelske vaje vijoličastih še niso bile končane. Novo veselje med gledalci v režiji Gorana Cvijanovića, ki je tekmecem oduzel žogo, nato pa je v nadaljevanju akcije natančno poslal v levi kot za 4-0. Do konca tekme pa se ni ustavil niti kapetan. Poskrbel je še za 16. gol v letošnjem prvenstvu in 101. v klubskih uradnih tekmah. Znova je bil v vlogi asistenta Viler, ob njegovi podaji si je Tavares ustavil žogo in silovitim udarcem zatresel mrežo. Sem zelo vesel za 101 gol v Maribor, dresu v Maribor, in tudi sem vesel za 16 gol v ligi. In hvala Bogu, hvala za tudi ekipa, igralce, because brez njim jaz ne morem dati gol. In pa važno je 3 pike, je zmagal tek. Mariborski kapetan je s tem prevzel vodstvo na ligaški lestvici strelcev. Med aplavzi z tribun pa so v končnici pot do mreže našli tudi gostje. Ob predložku Medveda z leve strani se je dobro odzval Bajić in z glavo usmeril žogo v levi kot za končnih 5-1. Lepa, čista in velika zmaga Mariborčanov in dober obet pred finalom pokala v Kopru. Ja, sem rekel, da zdaj, ko bomo prvaki, da bomo vse tekme zmagali. Domžala se ni to uresničilo, ampak ko si prvak, je lažje razproščeno. Ko danes je bilo zabavno igrati v Ljudskem vrtu, vedno lepo super igrati, ali 2000 ljudi ali 10 000, tukaj uživamo, navajeni smo na to zelenico in moram reči, da danes sem zelo užival v nogometu.